Dobro jutro, dober dan. A ste vsi v redu? Ste si poiskali en udoben kotiček? Zdaj pa globoko vdihnemo in izdihnemo. Kajti zdaj ni čas za norenje in hitenje, zdaj je čas za pravljico. Moje ime je Ida Mlakar Črnič in v moji družbi sta danes dva moja prijatelja, Pujska, Bibi in Gusti. Pujska imata veliko dogodivščin in moja naloga je, da si jih zapišem. Mogoče pa katero od njunih zgodb tudi že poznate. Če sem prav naštela, jih je izšlo že 7. 7 jih je. Mogoče poznate to, kako sta preganjala žalost, kako sta porahljala prepir, kako sta sipala srečo. No in čisto zadnja je tale, kako sta Bibi in Gusti ozmerjala čas. Pa se čas da ozmerjati? Seveda, zakaj pa ne? Če vas zanima, vam preberem to njuno zadnjo zgodbo, ki jo je izdala založba Didakta, ilustracije pa je prispevala imenitna ilustratorka Kristina Krhin. Na začetku jeseni se je Bibi polotila delovna ihta. Zato se je odločila, da bo skuhala največji lonec malinove marmelade. Šele potem bo pograbila listje, pospravila zanemarjeno drvarnico in poiskala izgubljeni cekar, ki ga je že dolgo pogrešala. Včeraj sem imela ogromno časa, je stokala Bibi. Vlekel se je kakor čigumi. Danes sem pa do vratu v delu in čas me preganja. Bibi se je repenčila in potiskala po kuhinji svoj največji pikasti lonec. Glej, nekdo mi je pofulil več kot 1000 malin, se je vsajala. Stenska ura je preteče mlela čas in Bibi se je namrščila. Aha, je rekla, že vem, škorci ali pa Gusti, je zaklicala popolnoma brez sape. Zakaj pa stojiš kakor lipov bok? Gusti je osuplo nagubal rivček. Pa kakšen lipov lok, Bibi, saj nimam korenin. Ne, nimaš, je ponovila Bibi čemerno, jih boš pa kmalu pognal. Pa zakaj praviš, da sem lipov lok? Se je Gusti užaljeno namulil. Gusti, je Bibi zavila z očmi, bok, ne lok, tako se pač reče, pomeni, da stojiš kakor kip in se nikamor ne premakneš. Daj primi za ušesa že ta frdamani lonec, da ga bova skupaj postavila na štedilnik. Samo še malo, Bibi, se je obotavljal Gusti. Razmišljam, kaj je to bok? Gusti, pa ne zdaj, čas me preganja. Mene pa ne, Bibi, kaj je to bok? Bibi je z loncem sopihala dalje. Migni Rito, Gusti, čas teče in nič ne reče. Gustija je majčkeno zaskrbelo za Bibi. Bila je razkurjena zaradi časa, ki je nesramno drvel po kuhinji in uganjal kozlarije. Veš kaj, Bibi, saj se mu lahko skrijeva v omaro, je previdno predlagal Gusti. Ko bo pritekel mimo, ga bova pa tako ozmerjala, da bo takoj stekel nazaj. Bibi je ošinila stensko uro. V tistem trenutku so se vratca odprla in ven je pokukala majhna lesena kukavica in odločno oznanila kuku, kuku, 12-krat zapovrstjo. Bibi se je prijela za glavo.
Lahko mu pa tudi pokaževa grozne spake in ga zašokirava, jo je prepričeval Gusti. Bibi je spet pogledala proti uri in nestrpno zacepetala s parkeljčki, da je grozeče zabobnela. Ne moreva, Gusti, ura zamujena, ne vrne se nobena. Ampak Bibi, čas se bo ustrašil in obstal kakor lipov bog, nič več te ne bo preganjal z ogromnim pikastim loncem. Sedla bova in v miru popila melisin čaj, jo je skušal pregovoriti Gusti. Bibi je namrščila rivček. Gusti, dvigniva že ta zagamani piskar in ga postaviva na štedilnik, se je repenčila. Gusti je zamišljeno pokimal. No, vidiš, da gre, horuk pa je. Čas je, da začneva z delom. Si je Bibi pogladila predpasnik. Kaj pa bova počela z loncem, Bibi? Marmelado bova skuhala, še preden maline zgnijejo ali izginejo. Gustija je oblila rdečica, pa se jih ni sunil več, kakor čisto malo. No, mogoče kakšno več. Gusti, jaz bom na maline vsula sladkor, ti boš pa mešal, da se marmelada ne prismodi, je rekla Bibi. Gusti je požrl cmok in jo kislo pogledal. Koliko časa bom pa moral vrteti to marmelado, Bibi? Dokler ne bo skuhana. Si pa res en budko tutko. Gusti se je jezljivo namrdnil. Ti si pa ena prismojena marmelada, Bibi. Obljubila si, da bova danes popravila mojo vetrnico. Ne vrti se. Jutri, je obljubila Bibi, ko skuhava marmelado, pospraviva vrtno lopo in najdeva cekar. Skujal se je in noče ven. Kako bova pa pozimi brez cekarja nosila srečo? Gusti je še bolj temačno privihal smrček in globoko zavzdihnil. Gusti, pohiteti morava, kmalu bo zima mraz, potem pa adijo, jesen rumena dobra žena. Zgrabiti morava čas z vsemi 4 parkeljčki, zdaj je na najini strani. Gusti je pogledal na levo in na desno, ampak časa ni bilo nikjer, niti na njegovi, niti na Bibini strani. Ne, pa ni, je rekel Gusti odločno. Bibi je zavzdihnila. Seveda je, Gusti, ampak čas je muhast. Včasih je predolg, drugič pa prekratek. No, kar poglej, koliko je ura. Gusti je začudeno pomežiknil proti uri kukavici in nenadoma mu je postalo jasno, kako rešiti Bibino stisko. Bibi, pri priči ga morava ustaviti, je rekel odločno. Povedati mu morava, da njegovega drvenja ne bova prenašala. Zavpiti mu morava za pik. No, prav, je rekla Bibi spravljivo, pa poskusiva. Pujsa sta stopila k stari mehanski uri kukavici in se zazrla v njeno ohišje. Nekaj v njeni notranjosti se je vrtelo, potiho brnelo in mlelo čas. Drobcena kolesca, vzmeti in peresa. Gustija je čisto prevzelo. Pobutal je po vratcih. Še malo pa se bodo odprla in kukavica jima bo prišla povedati, koliko je ura. Ali ji bova zatisnila vratca, je vprašala Bibi zavzeto. Gusti je odkimal
in z verižice snel obe uteži v obliki storžev. Ura je utihnila, nehala je tiktakati in v kuhinji je nastala čista tišina. Nobenega časa, ki bi tekel, ni bilo več. Pujsa sta prisluškovala miru, ki je napolnil prostor. Nato je Gusti ponovno pobutal po vracih in zavpil na ves glas: Hej, čas! Od zdaj naprej je tu zapik. Naju že ne boš več lovil, preganjal in gnjavil. Zaradi tebe je Bibi čisto našpičena. Dovolj imava tvojih neumnosti, konec. Zapik, mu je navrgla še Bibi in na vso moč zaropotala s pokrovkama. Gusti je previdno odprl vratca in pokukal noter. Bibi, pa saj tu notri ni nobenega časa, samo kukavica je. To o času, ki zmeraj teče in nič ne reče, si je nekdo izmislil. Bibi se je počasi razjasnil rivček. Juhu, Gusti, potem pa ni treba, da tako hitiva. Uro kukavico bova odnesla v drvarnico, pa naj kuka in kaže čas, komur hoče. Pujsa sta poskočila od olajšanja in odnesla uro kukavico v vrtno lopo. Tam sta poleg razklemfanega kolesa in prepičene nogometne žoge našla izgubljeni cekar, ki ga je Bibi tako dolgo pogrešala. Zadovoljno sta ga odnesla v kuhinjo. Od zdaj naprej imava časovni zapik, Bibi, je rekel Gusti odločno. Konec drvenja in norenja. Ja, je rekla Bibi, imava zapik in pika. Bibi in Gusti sta poiskala polomljeno vetrnico in jo 1, 2, 3 popravila, da se je spet sukala kakor prej. Potem sta izmenično vrtela malinovo marmelado, dokler ni bila skuhana, medtem pa po bezljalemu času strgala korenček in mu kazala figole fagole. Da mu slučajno ne bi še kdaj padlo na pamet dirkati po njuni kuhinji. Potem sta sedla, v miru popila melisin čaj, pojedla vsak po 4 kruhke z drožmi in malinovo marmelado ter zadovoljno zavzdihnila. Njami. No in na koncu te knjigice je Bibi prispevala še recept za Bibino hitro malinovo malmarado. Takšenle pa je napotek zobozdravnika. Malinova malmarada vsebuje veliko sladkorja, zato jo jej zdravo, ne s prsti, ampak s glavo.